Prvič sedim za volanom, pozor, vietnamskega avtomobila. No, pa ker je to moj prvi stik s tem avtomobilom, vam zdaj še ne bom govoril o kakšnih občutkih. Recimo za začetek samo tako, da je ta avto kar hitro pridobil precej mojega zanimanja. Namreč gre za avto znamke VinFast ali pa VinFast, kakor hočete. In ta znamka je ravnokar vstopila na slovenski trg. In če imamo v zadnjem času kar precej težav s številnimi novimi imeni kitajskih znamk, verjamem, da si bo to vietnamsko hitro znamko, torej VinFast, lažje zapomniti. No, morda pa jo tako ali tako že poznate. Namreč VinFast v svetu avtomobilizma ni popolna neznanka. Ustanovili so ga leta 2017, kmalu se je začel pojavljati tudi v Evropi, na primer na ženevskem avtosalonu in takrat s kar ambicioznimi načrti, no zdaj pa je čas še za slovensko premiero. Poglejmo torej, kaj lahko na našem trgu po zaslugi VinFasta pričakujemo Slovenci. Še prej pa kratek opomnik, naročite se na naš YouTube kanal, da boste na tekočem z vsemi takšnimi zanimivimi novostmi na našem trgu. VinFast je del skupine Vingroup. Vingroup predstavlja enega izmed največjih konglomeratov v Aziji. VinFast predstavlja zgoraj nekje 10% celotnega prometa same skupine, ki praktično poskrbi za 3% celotnega BDP-ja države Vietnam, je zaposluje preko 17,000 ljudi. VinFast ima po celem svetu 399 prodajno-servisnih enot. Primarno so se odpirali v Aziji, Indoneziji in pa v Ameriki ter Kanadi. Tam je VinFast že dobro zaštartal. V Evropi so se poprej zadnje 2 leta prodali na trgih Nizozemske, Francije in pa Nemčije. Po odločitvi celotne skupine pa je v letošnjem letu celotna prodaja prišla pod uvoznike za celotno Evropo, torej za nek relaunch vseh evropskih operacij in Evropa je in bo ostala za VinFast zelo pomembno tržišče. Torej, VinFast pa je zdaj kot avtomobilski proizvajalec prišel v Slovenijo. Kateri so tisti glavni poudarki, ki jih moramo pri tem poznati? Prva stvar je zagotovo dizajn. VF6 je naš predstavnik v BSUV segmentu, torej naš B-hatchback je... Torej, to je VF6. To je VF6. Za dizajn so poskrbeli dizajnerji v turinskem studiu, torej je Torino Design. Njegov večji brat, torej VF8, ki predstavlja trenutno največje vozilo v našem asortimanu. Pod njihov dizajn pa se je podpisano Pininfarino, se pravi vozila, pod katere se ne podpišajo evropski dizajnerji, tako ne pridejo na naše čistišče. Se pravi, v Vietnamu se prodaja tudi model VF5, ki je nek manjši brat VF6, ker pa vozilo ni oblikovano po merah in notah Evropejcev, ga enostavno tukaj ne bo. Gre v tem primeru za znamko premijskih avtomobilov? Če bi ljudje, ki se spustijo v drobove samega avta, vidijo, da avto ima določene poteze premijskega vozila, se pravi usnje, head-up display in pa panoramsko strešno okno čez celo vozilo, so elementi premijskega, ampak ena izmed ključnih stebrov VinFasta kot takega je konkurenčna cena. Se pravi, mi se zavedamo, da bo VF6 trenutno naše masovno najbolj prodajno vozilo. Tudi temu ga ne moremo zaradi volatilnosti trga umestiti med premijska vozila. Se pravi, z VF6 bomo napadali množico, z VF8 pa entuziaste, ki si želijo preizkusiti nekaj novega. Se pravi, VF6 vstopa v segment med 30 do 32 tisoč evrov, VF8 pa v segment od 40 do 45 tisoč evrov. Torej, če prav razumem, gre v tem primeru samo za električna vozila. Za kakšna električna vozila gre? VF6 prihaja z 59 kW LFP baterijo. Po VLTP-ju ne bi vozilo doseglo nekje med 410 do 420 km. VF8 pa prihaja z 88 kW baterijo NMC, se pravi doseg nekje do 450 km. Kar je pomembno je tudi, da v 2 letih prihaja nova platforma, s čimer se bo doseg izboljšal. Se pravi, vozilo VF8, tako kot VF6, dobi tudi toplotno črpalko, ki jo trenutno nimamo in je za slovenskega kupca v nekaterih primerih pomemben faktor. To tudi pokazuje, se pravi, hitro adaptacijo VinFasta kot znamke na potrebe evropskih kupcev. A je tudi mogoče kakšen 4-kolesni pogon na voljo? Pri VF6, ki ga ni, pri VF7, ki prihaja prihodnje leto, bo na nivoju Premia Plus. VF8 pa že od začetne verzije, torej od verzije Eco, prihaja z 4-kolesnim pogonom. Pri kitajskih avtomobilih opažamo 3 ključne probleme. Prvi problem so asistenčni sistemi, ki enostavno niso prilagojeni našim cestam. Drugi problem je nedelovanje sistemov Android Auto, Apple CarPlay, pa tudi kakšne težave z radiem. In tretja težava so vozne lastnosti, ki so enostavno
preskromne za naše ceste. Ali Vietnamci zdaj te probleme rešujejo? Naj poudarim, da vsa naša vozila prihajajo z več kot 20 ADAS sistemi. Res je, tudi mi se soočamo, da so mogoče določeni sistemi malenkost preveč agresivni za evropskega kupca. Tudi zavedati se moramo, da so proizvajalci v Evropi oziroma vsi, ki vozila prodajajo v Evropi, nekako omejeni tudi strani Evropske unije oziroma njenih regulativ. Kar se tiče Apple CarPlaya in pa Android Auto, ne povem, da so v vozilih brezžični, že v osnovni serijski opremi. Vožne lastnosti pa mislim, da so odvisne za vsakega posameznika, kaj nekdo dejansko želi. VF7, ki prihaja drugo leto, je tisto športno oblikovan avto, ki bo prinašal neko malo več športnosti oziroma polaganje v vinku, če lahko temu rečemo avtomobilističnemu žargonu. VF8 je namenjen, se pravi, družinam, udobju v vožnji, VF6 pa je namenjena, kot sem rekel, premagovanju vsakodnevnih urbanih ovir. Tako da je po mojem mnenju tudi prav, da nekih pretiranih športnih elementov oziroma športnih karakteristik vozil nimata, verjamem pa, da sta dobro za vsakodnevno shajanje s prometom. Torej, v tem primeru gre za vietnamski razvoj ali komponente prihajajo mogoče tudi od kje drugje? Se pravi, veliko komponent prihaja od znanih evropskih dobaviteljev. Enega izmed teh postavim je Bosch, se pravi, baterije se kupuje tudi od največjega kitajskega proizvajalca oziroma enega izmed največjih CATL. Kar je pa zelo zanimivo, se pravi, tiska pogleda vozilo oziroma kaj bo nekako diferenciralo obe vozili, je ta svetlobni podpis sprednjih in zadnjih luči v obliki črke V. Kot zanimivost naj povem, da po mojih informacijah so določene komponente in pa določeno veze razvijali tudi naši strokovnjaki iz Hele v Ljubljani. Kaj torej sledi? Kaj lahko pričakujemo v Sloveniji od VinFasta v prihodnjih letih? V prvi polovici prihodnjega leta na tržišče prihaja model VF7, športni brat, če bi ga mogel umestiti med VF6 in VF8, ki bo v nadaljnjem toku prodaje nadomestil osmico. Proti koncu leta pa dobimo model VF3, torej predstavnika v A-segmentu. Od tega avta, ki je dizajnsko zelo posebno oblikovan, pa se sami nadejamo mogoče celo največjih prodajnih številk same znamke v prihodnjih letih. Se pravi, govoriva o majhnem mestnem avtomobilu? Ja, se pravi, v vozilu, ki bo stopil bok Twingotu, Citroenu C3, električni Daci novi, ki pride in pa Nissanu. A proizvodnja poteka izključno v Vietnamu? Ja, trenutno vsa proizvodnja poteka v Vietnamu. Oni so trenutno zdaj v fazi tudi izgradnje oziroma so v slabih 18 mesecih zgradili popolnoma novo tovarno v prestolnici Hanoj. Kar malo ljudi ve, je Vietnam leta 2006 z Evropsko unijo podpisal sporazum o prosti trgovini, kar pomembno vpliva tudi na zniževanje carin za sama vozila. Zato tudi kljub temu, da vozila potujejo 2 do 3 mesece na poladi, premik proizvodnje za vietnamske vozila niti ni toliko smiseln, ker naj bi se do leta 2030, po zadnjih informacijah, carine za ta vozila ukinilo. Kaj lahko pričakujejo slovenski kupci glede tega? Predvsem to, da ne bo tolikšne spremembe cen, kot smo mogoče videti pri večini kitajskih konkurentov, ker vemo, da različni kitajski proizvajalci imajo različne carine in to se velikokrat pokaže tudi v odskoku cen ali v velikanskih popustih na odprodajo zalog, ker vemo, da prihaja nova pošiljka ali pa so se spremenile same carine, ki jih je Evropska unija dala kitajskim proizvajalcem. Lahko se pričakuje tudi to, da bodo vozila dejansko na zalogi, ker glavna luka, v katero prihaja, je Luka Koper, naša Luka Koper, pristanišče. Tako da dejansko je neka stabilnost za same kupce gledano neko širšo sliko. Torej, neki glavni pomisleki, ki jih mi ponavadi dobimo od naših gledalcev, so povezani z bojaznijo. Kaj če se VinFast čez 5 let umakne iz slovenskega trga, mi pa doma obtičimo s tem avtomobilom? A je to velika težava? Kot prvo se moramo zavedati, da že zakon tako obvezuje, da tudi če bi do tega prišlo, moramo mi za vozila skrbeti kot uvoznik in kot proizvajalec 10 let. VinFast Europe obstaja že zadnjih 5 let. Skladišče rezervnih delov je na Nizozemskem in pa za visokonapetostne baterije na Češkem. Podpisana je krovna pogodba z DHL-om, kar omogoča, se pravi, 1 do 2 dni transporta od centralnih skladišč do naših centralnih skladišč, uvoznikov. Mi smo se tukaj zelo dobro povezali, se pravi, tudi z celotnim znanjem, ki ga ima naša skupina. Da smo v Novem mestu že pripravili centralno skladišče. Pri obeh je 10-letna garancija na baterijo brez omejitve kilometrov. In pa servis vozil VinFast omejen na 2 leti in 24.000 kilometrov. Da kupec nima te vsakoletne, kot je pri večini kitajskih konkurentov, vsakoletne brige, da more obiskati servis, ampak lahko to naredi, če seveda ne naredi tega števila kilometrov na 2 leti.
A lahko poveva še kaj več o prodajno-servisni mreži? Rečemo tako, da se bo prodaja začela v Ljubljani konec meseca novembra oziroma z začetku meseca decembra in potem se bo regionalno do konca leta, upamo, če ne pa zagotovo v prvih 2-3 mesecih prihodnjega leta, regionalno širila še na 2 do 3 dodatne lokacije, ki bodo smiselno pokrivali celoten teritorij Slovenije. Seveda modela VF6 in VF8 že nestrpno pričakujeta naš test, ki sledi prav kmalu. Do takrat pa si lahko radovednost potišite še z nekaj drugimi novostmi, ki prihajajo z vzhoda.